Kako je pa prišlo? Čakaj, jaz se z vami strinjam. Kako je pa prišlo? Gorenje je povedalo, da je Patria uvedlo strogo poostrene ukrepe v proizvodnih obratih iz... Gospod predsednik, pomeri se. Potem, ko je bilo organizirano nekaj obiskov, ki je prevodil predpostavljeno ministra za obrambo, je parlamentarni preiskovalni komisiji bilo v narekovaju dovoljeno, da pride na turistični obisk. Jaz bom predlagal, da bomo šli še enkrat v Gorenje. Predtem gremo na to. Eno vprašanje, ki ste predsednik, direktor holdinga Slovenskih elektrarn. Vi ste verjetno spremljali investicijo v plinsko turbino v Šoštanju. Dobavitelj je bil verjetno neko priznano podjetje, ki je, ko je dalo ponudbo, je dokazovalo proizvodne kapacitete. Drži? Čakaj, jaz smo biti kar umiru. Jaz moram biti precizen, ko vam na to odgovarjam, bom pod pritiskom, pod presijo odgovarjal. Odločitev o plinskih turbinah je bila sprejeta preden sem jaz postal direktor holdinga. To pa rečeva spodnja Sava, da bo plinske turbine šlo. Spodnja Sava, nekdo je dobavil turbino za spodnjo Savo, drži. Rade Končar, če se ne motim. Drži. Ko je Rade Končar dal ponudbo za razpis, je imel, seveda, je vam tudi predstavil, da ima proizvodne kapacitete. Vsak mora imeti, to se strinjam, vsak mora imeti neko boniteto. Se strinjam? Tako. Dobro, da ima tudi certifikat kakovosti. To bi naj imel vsak, ki je ponudil. Ampak, ko je gospod Črnković ponudil, da bo delal Patrie, ni imel ne proizvodnih kapacitet, ne certifikata kakovosti. Se pa tudi kot gospodarstvenik posmotri. Glejte, jaz to ne bom ocenjeval. Ne bom ocenjeval. Vse z veselim jaz na to odgovarjam. Jaz to ne bom ocenjeval, ampak jaz vam povem, da pogledajte, jaz s Črnkovićem sem se videl vseh teh letih moče dvakrat, tako na poslavi. Tako da jaz ne vem, kako so to naredili, kako je bila ta relacija Črnković-Gorenje, kako je prišlo Gorenje noter. To sem vam že 10-krat ponovil in izvolite vprašati upravo Gorenja, ampak žal ne bo to zanimivo, jaz ne vem, če bo tu gospod Dimnac nasedel. Vi kot ekonomist točno veste, natančno veste, da so vse vprašanje, ki ste jih danes meni zastavljali, bila takšna, ki bi bila sicer namenjena upravi Gorenja. Če bi se ta vprašanja nanašala na holding, vi ne bi se ticali gospoda Stane, ampak bi sigurno jaz usedil. Vete, tako da tisto za Gorenje se pa meni, jaz ne vem, to se bom pozanimal, to meni je ali žal, da je prišel Gorenje, da se pa razumem. Prav, vsej sem razumel, da ste pri Rade Končarju želeli, da vidi, da ima in proizvodne kapacitete in certifikat kakovosti, zato so vam dali in naredili dobro turbino. Vedno pri vsaki investiciji je treba imeti reference, bonitete in vse ostalo, vse jasno. Reference, bonitete, proizvodne kapacitete, certifikate kakovosti. Če nekdo dobi posel, ki tega nima, to je zelo čudno, ne? Je to zelo čudno? Čakajte, ampak jaz nečesa ne vem. V Gorenju so rekli, da so oni kot izvojec Patrie. A ni Patria dobila posla? Ne, posel je dobil Rotis, ki ni imel proizvodnih... Jaz pa razumem, jaz pa se opravičujem tudi medijem, ali sem to neveden, jaz sem pa razumel, da Patria dobavlja Ministrstvo za obrambo in da je Gorenje pod izvojec Patrie. V tej pogodbi sta pogodbeni partnerji Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Patria, ki je pooblastila za vse posle, ki bodo potekali med Ministrstvom za obrambo in Patrijo v Sloveniji, Rotis delo in še eno podjetje oklepniki delo. To pa Patrio vaše ne počam. In seveda v teh pogodbah ne bo med Ministrstvom za obrambo in Patrijo stekel niti en denarni tok. Vse bo šlo preko Rotisa. To pa ne vem. No, zato vam tudi želim povedati, da je v tele pogodbi celo piše, koliko bo Gorenje dobavilo Rotisu. In to, kar naj bi dobavilo, in koliko vseh teh poslov, je malenkost proti temu, kar naj bi Gorenje investiralo. In zato je trenutno edini, ki v Sloveniji daje nekaj denarja v proizvodnjo oklepnikov, niti ne Rotis,
niti ne Patria, ampak Gorenje DD. Gorenje DD je postavilo halo, Gorenje DD investira in vi ste predsednik nadzornega sveta Gorenje DD. Glejte, jaz bi vse te vaše lepe zelo težko komentiral, mislim pa, da je najbolj za Patrio tudi sem povabiti.